Sam prihajam iz kmečke družine, tudi sedaj še vedno kot poslanec obdelujem 3 hektarje sadovnjaka jabolk. Imel sem tudi trgovino s kmetijskim materialom, kjer smo prodajali pesticide, ki sem jih odprl leta 90 pa vse do leta 2006. Zelo pozorno spremljam spremembe, kaj počnejo evropski kmetje in koliko smo že pravzaprav naredili v smeri trajnostnejšega kmetijstva, koliko aktivnih snovi je že bilo umaknjeno iz trga, kako se sledi k uporabi vedno manj okolju agresivnih pesticidov, po drugi strani uporaba vedno več tudi ekološkega kmetijstva in ukrepi gredo zagotovo v pravo smer in tudi sam podpiram to smer trajnostnega kmetijstva. Danes sem na začetku vašo predstavitev spremljal na odboru ITRE, kjer smo govorili o problemih v oskrbi z energijo. In če smo v energetski oskrbi v nekaj tednih spoznali, kaj pomeni ukrajinska kriza in spremembe na globalnem trgu, se bojim, da bomo z nekim zamikom to spoznali tudi na kmetijskem trgu. Zato podpiram, da smo previdni v svojih ukrepih, da ne dopustimo, da se nam bo zgodilo to, kar se nam je zgodilo pri odvisnosti od energije z Rusije, od odvisnosti od obrambe iz Amerike, da se nam na kmetijski oskrbi s hrano, na prehranski varnosti ne zgodi podobno. Zato mislim, da je prav, da smo sprejeli v letošnjem letu neke ukrepe. Pri strategiji Farm to Fork dajmo na mizo vse presoje vplivov na okolje, ki so bile v preteklosti na nek način tudi nam skrite in so že nakazovali scenarije po velikih podražitvah. Mislim, da bo ukrajinska kriza pokazala, kakšni so vplivi na trge in trg s prehrano, predvsem pa tudi evropski potrošniki ne morejo prenesti takšne volatilnosti cen pri hrani, kot je imamo danes pri energiji. In naredimo nekaj za kohezivno Evropsko unijo in bodimo na tem področju zadržani, kajti na eni strani sprejemanje vedno rigoroznejših ukrepov znotraj EU-ja, na drugi strani pa odpiranje na trge, kjer se te ukrepi ne sprejemajo, enostavno niso za moje pojme trajnostno za evropskega kmeta, niti za evropskega potrošnika. Hvala lepa.